Pozdravljeni, tu Blaž. Danes bom govoril o orodju samoodpuščanja. V prejšnjem videu sem razlagal o tem prvem potrebnem koraku, ki ga moramo opraviti zato, da sploh lahko začnemo izvajati samorefleksijo. No in ta prvi korak je bil to, da se dejansko začnemo zavedati, da mi kot živo bitje nismo naše misli, nismo naša čustva, ampak da mi kot živo bitje samo proizvajamo in ustvarjamo naše misli in posledično tudi naša čustva. Torej, ko se tega zavedamo, lahko začnemo opazovati svoje misli in svoja čustva in se opazujemo skozi dan, ali pa recimo v spomin prikličemo nek dogodek iz preteklosti in opazujemo, kakšne misli imamo ob tem in kakšna čustva smo si ustvarili v relaciji do tega spomina. No in po tem postopku, potem lahko preko uporabe pisanja začnemo uporabljati učinkovito to samorefleksijo. In seveda je tu pomembno, da smo vedno samoiskreni, kar pomeni, da se ne skrivamo pred samim sabo nobenih misli in čustev, ki smo jih doživljali, ampak da smo enostavno odkriti do samega sebe, popolnoma brutalno odkriti, lahko rečemo, da si priznamo vsako misel in pa vsako čustvo, ki ga doživljamo oziroma ki smo ga doživeli v nekem dogodku iz preteklosti, če recimo opazujemo nek svoj spomin na nek dogodek. Torej, ko si začnemo, če želimo dejansko učinkovito izvajati to samorefleksijo, potem moramo si te svoje miselne in čustvene reakcije in vzorce izpisati na računalnik ali pa na papir. To je pomembno namreč zato, ker če samo razmišljamo o naših mislih in o naših čustvih, potem dejansko hitro pozabimo, o čem razmišljamo, in pa tudi nismo dovolj natančni pri opisovanju tega, kaj razmišljamo in kaj čutimo. Zato je zelo težko dejansko izvajati samorefleksijo, ne da bi pisali o naših lastnih mislih in čustvenih in vedenjskih vzorcih in reakcijah in podobno. Tako da, ko pa enkrat začnemo pisati, je pa naš cilj to, da recimo izberemo nek dogodek ali pa nek spomin in ga izpišemo tako kot iz našega spomina smo si to zapomnili. Se pravi, če vzamemo nek dogodek iz otroštva, ga opišemo, kaj se nam je zgodilo, kako se tega spomnimo, kako se spomnimo, kaj smo razmišljali in pa kako se spomnimo, kaj smo takrat čutili, kakšno čustvo smo imeli ob tem. In ko si to izpišemo, dejansko potem lahko začnemo izvajati samoodpuščanje. In to je to orodje samoodpuščanja, ki je zelo pomembno in s katerim dejansko prevzamemo odgovornost za neke miselne vzorce in za neke čustvene reakcije in s katerim dejansko potem to odpravimo oziroma se stabiliziramo, kar pomeni, da dejansko ne reagiramo več čustveno in dejansko s tem posledično spoznamo, kaj smo takrat sploh počeli in zakaj, in potem si lahko damo novo usmeritev, se pravi korekcijo. No in ta struktura stavka samoodpuščanja je zelo specifična, zato ker je bilo ugotovljeno, da je ta določena struktura najbolj učinkovita pri našem prevzemanju odgovornosti za neka čustva in za neke misli, da potem lahko dejansko se tega rešimo, razbremenimo in potem si ustvarimo novo samousmeritev, po kateri se želimo ravnati. In ta struktura samoodpuščanja gre takole. Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da, 3 pikice, napišemo kaj si odpuščamo, potem nadaljujemo, ko opazim in se zavem, da počnem to, kar si odpuščam, se ustavim in diham, torej preusmerim pozornost na svoje dihanje, ker s tem odzamem pozornost svojim mislim in svojim čustvom in edino na tak način lahko dejansko ustavim te misli in čustva in se stabiliziram tukaj v sedanjosti, v fizični realnosti. Tako da sem pozoren na svoje dihanje. No in ko to naredim, potem nadaljujem, spoznal sem in zavedam se, da in napišemo spoznanje. Se
kaj smo spoznali o tem, zakaj smo to sploh počeli in pa recimo, kakšne so posledice tega, kar smo počeli. In potem še nazadnje napišemo korekcijo, ki pa se glasi: obvezujem se, da bom vedno pozoren na to, da pač naslednjič recimo, ko se spet to zgodi, ne bom več enako odreagiral, enako razmišljal, enako čustvoval, ampak bom zdaj ta program svoj bivši zamenjal z novo samodirekcijo, ki bo usklajena s principom, s tem temeljnim principom, ki je najboljši za vse. Torej, če dam en primer recimo tega samoodpuščanja, en praktičen primer. Recimo, odpustim si, da sem sprejel in si dovolil soditi prijatelja kot lenega. Zato, ker ni pospravil oblek za sabo. Ko opazim in se zavem, da sodim prijatelja kot lenega, ker ni pospravil oblek za sabo, se ustavim in diham. Spoznal sem in zavedam se, da s tem, ko sodim prijatelja, da je len, dejansko sodim samega sebe, da sem len. Zato, ker sem označil to dejstvo, da nekdo ne pospravi oblek za sabo, kot da je to pomeni lenobo, in hkrati se zavedam, da sem s tem označil prijatelja kot lenega, brez da bi dejansko sploh vedel, zakaj on dejansko ni pospravil oblek. In zavedam se tudi, da s takšno sodbo zgolj ustvarjam konflikt med mano in med mojim kolegom, da si s tem ustvarjam čustva, kot je recimo sovraštvo ali pa prezir, in da mi to nič ne koristi. Zato se obvezujem, da bom vedno pozoren na to, da ne bom sodil prijatelja kot lenega kolega, kadar ne bo pospravil oblek za sabo. Namesto tega se obvezujem, da bom se usmeril v dihu in videl, kaj je praktična rešitev za ta problem. Se pravi, ali bom vprašal prijatelja, zakaj ni pospravil oblek za sabo in mu povedal, da bi to bilo v redu, ali pa ga prosil, da naj jih pospravi, ali pa jih bom pospravil sam. In s tem enostavno zaključimo ta samoodpuščanje in to je potem primer enega samoodpuščanja za en specifičen primer, za eno specifično misel oziroma za eno specifično čustvo, ki smo si ga ustvarili v nekem momentu. Seveda, samo eno samoodpuščanje takšno ponavadi še zdaleč ni dovolj, ker imamo v glavi veliko misli in veliko nekih čustvenih reakcij, ki si jih ustvarjamo. Zato moramo za vsak primer, za vsako misel in za vsako čustvo napisati svoje samoodpuščanje. No in za vsako takšno samoodpuščanje, ki ga napišemo, potem gremo globlje v svoj globlje v izvor dejanskega problema, dejanskega čustva recimo, ali pa dejanskega miselnega vzorca, ki smo ga imeli, in tako počasi pridemo do tistega izvora, do izvorne misli, do izvornega konflikta znotraj nas samih, ki smo ga ustvarili in s katerim smo posledično potem si ustvarili čustva in potem se ravnali neracionalno, ker smo dovolj čustveno. In potem tako dejansko lahko uporabljamo ta princip samoodpuščanja za katerikoli svoj miselni vzorec, katerokoli svojo navado in katerokoli svoje čustvo, recimo strah, jezo, karkoli že. In tako potem dejansko izvajamo to samorefleksijo in hkrati že se reprogramiramo dejansko. Se pravi, da ta svoj stari program obnašanja zamenjamo z novim, po katerem smo dejansko usklajeni po tem temeljnem principu, ki je najboljši za vse. Seveda to je ta glavni smisel samoodpuščanja in prevzemanja odgovornosti zase, da se ob tem usklajamo z novim programom, z novimi navadami, da si ustvarjamo nove navade, ki so najboljše za vse, se pravi tudi za nas. Ker karkoli drugega početi bi bilo nesmiselno, ker bi s tem škodili in sebi in drugim. Se pravi, smisel tega porabe samoodpuščanja in samorefleksije in samoiskrenosti in reprogramiranja dejansko samega sebe in svojih navad je to, da se uskladimo s temeljnim principom, ki je najboljši za vse. Ki pa se seveda glasi: ne obravnavaj in ne ignoriraj drugih tako, kot ne bi želel biti obravnavan in ignoriran sam na njihovem mestu.
In to je dejansko ta princip samoodpuščanja. Upam, da sem bil dosti jasen. Če bi radi kaj vprašali, lahko napišete v komentar. In to je za danes vse in se vidimo naslednjič. Hvala in adijo.